Eno pomembnih načel pravne države je enakost pred zakonom. Mislim, da vidimo pri delovanju na primer inšpekcijskih služb, tudi sodišč, da ta enakost pred zakonom vedno ne obstaja, kar tudi sama vidim kot veliko kritiko delovanja pravne države v Sloveniji. In pa seveda drugo pomemben akter pravne države je delovanje sodišč, ki mora biti, če lahko tako rečem, hitro, torej sodni postopki morajo biti kratki, ne smejo trajati tako dolgo kot v Sloveniji, in pa tudi nepristranost sodišč. Ker veste, pravna država ne obstaja takrat, kadar je zapisana v ustavi. Pravna država obstaja takrat, če se dejansko ti državni organi ravnajo po pravilih pravne države in seveda tudi vsi drugi državljani spoštujemo pravno državo oziroma načela pravne države kot načela, po katerih živimo. In pravna država bi nam morala biti, kot je povedal veliki nemški pravnik in filozof, kot kruh, kot voda, torej kot nekaj, kar vsak dan rabimo in po čemer vsak dan živimo in s čemer vsak dan živimo. Osebno vseeno menim, glede na to, če tudi gledam od zunaj, da je Slovenija dobro izkoristila svoje možnosti. Posebej, kar se tiče ekonomskih kriterijev. Čeravno je trenutno neka ekonomska kriza, vendar bi bila ta kriza dosti hujša, če se osamosvojili ne bi, oziroma če ne bi izkoristili tudi drugih možnosti, ki nam jih je ta osamosvojitev dajala, vključno z pristopom k Evropski uniji. Sigurno je danes standard primerjavi z letom 1991 dosti višji in imamo možnost, torej imamo to pot v Evropo, kar pomeni tudi ekonomske prednosti, tako za posameznika, kot tudi za podjetja, ni carin in torej podobno. Seveda, kot pa že omejeno, nekaterih možnosti pa nismo izkoristili, zlasti mislim tega demokratičnega razvoja, ki je seveda sigurno Slovenija danes dosti bolj demokratična kot včasih, vendar manjka tukaj še kar nekaj korakov, kjer še imamo možnosti se izboljšati, ampak tudi če nekdo ni najboljši, že to, da se nekdo zaveda, da ni dovolj dober, in da se zaveda te možnosti, da se lahko izboljša, že to je dobro. To je tako kot pri študentu ali kot pri otroku. Če se zaveda, da je lahko boljši, in Slovenija se tukaj mora zavedati, da ima še veliko odprtega prostora, vendar Slovenija to ne pomeni državo, da bo ona to naredila. To pomeni mi vsi, kajti država ni nekdo izven nas. Država smo mi vsi. Država smo državljani. In mi vsi se moramo truditi, da se bo to izboljšalo.